Prav lepo v imenu študijskega centra pozdravljam vse navzoče in seveda v prvi vrsti našega kolega, doktorja Milka Mikolo, ker danes predstavljamo njegovo delo. Pravijo, da ne slišijo. Doktor Milka Mikolo sicer najbrž ni treba posebej predstavljati, ker ga vsi poznate, ampak vseeno nekaj besed, je eden najboljših poznavalcev povojnega komunističnega nasilja v Sloveniji in se z proučevanjem tega obdobja ukvarja že 20 let. Najprej je po 10-letnem poučevanju delal v arhivu Celje, kjer je začel tudi z raziskovalnim delom in tukaj smo dali nekaj, da boste videli, koliko knjig in pričevanj in izdaje dokumentov je izšlo pod njegovim imenom. Tako recimo sodni procesi na Celjskem, potem zaplembe premoženja v Sloveniji v letih 1943 do 1952, potem 2002 delo kot kazen s podnaslovom izrekanje in izvrševanje kazni prisilnega, poboljševalnega in družbeno koristnega dela v Sloveniji v obdobju 1945 do 1951, potem pa tudi vrsto arhivskih dokumentov, naprimer pod naslovom Notranji sovražniki v dokumentih okrajnih partijskih komitejev z območja zgodovinskega arhiva v Celju, potem dokumenti o kulaških procesih na Celjskem in dve knjigi posebno pomembni zaradi tega, ker o preganjanju vernikov, pravzaprav cerkvenih predstavnikov, preganjanju vernikov pa pravzaprav še nimamo raziskav in zato je njegova knjiga arhivskih dokumentov pod naslovom Religija, cerkev in šola v dokumentih občinskih komitejev zgodovinskega arhiva Celje posebno pomembna in je pravzaprav pionirsko delo, če smem to besedo uporabljati, in je tudi dobil za to Aškerčevo priznanje. Potem je bil dr. Mikola vodja odseka za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje in tam je tudi izdal dve publikaciji in dva zbornika dokumentov in pričevanj in to delo je potem kot prvi direktor študijskega centra za narodno spravo nadaljeval in kot vidite tudi dve publikaciji, torej 4 knjige, ki so tematsko povezane o delovnih in koncentracijskih taboriščih, izgonu prebivalstva v Sloveniji. Razen s proučevanjem povojne komunistične represije pa je tudi izdal monografijo Stara industrijska podjetja na Celjskem leta 1996 in zgodovina celjske industrije. Poleg vsega drugega, kar ste delali, upam, da sem te glavne publikacije tudi predstavila. Zdaj pa je izdal eno izredno pomembno in se mi zdi, da tudi prvo celovit prikaz povojnega nasilja komunistične partije na Slovenskem oziroma tako imenovane ljudske oblasti, ki zelo strukturirano predstavlja v 10 poglavjih, predstavlja, kaj se je dogajalo v Sloveniji. Sicer je poudarek do srede 50 let, torej na obdobja najhujšega nasilja,
ampak se ne konča tam, ampak je pravzaprav do konca, do osamosvojitve. Jaz bi potem začela pogovor z vami, gospod Nikola, če nisem še kaj pozabila, kar pri tako bogatem delu je zelo mogoče. Pa bi šli takoj na knjigo, ki vam jo izredno priporočam. Medtem, ko ni velikega razhajanja mnenj o obsodbi fašizma in nacionalsocializma v Sloveniji in o opredelitvi obeh sistemov kot totalitarni ideologiji, veljajo komunistična dejanja proti človekovim pravicam še vedno kot manj obsodbe vredna ali celo upravičljiva. Tudi iz ust nekaterih zgodovinarjev smo že slišali, da so na primer domobranci, katoliška cerkev, predvojni politiki ali celo škof Mahnič so krivi za umor vrnjenih domobrancev iz Vetrinja leta 1945. Večkrat bi bilo celo slišati, in to ne samo v Sloveniji, da so komunistična dejanja povsem nepremedljiva z dejavnostmi fašistov in nacionalsocialistov. Čeprav črna knjiga komunizma prepričljivo priča, da je delovanje komunistov zahtevalo najmanj 95 milijonov žrtev in vemo, da ta številka nikakor ni dokončna, vse za Jugoslavijo so tam navedene številke veliko prenizke. V Sloveniji nekateri tudi zgodovinarji trdijo, da povojni režim ni bil totalitarni. In zadnje čase slišimo na cestah spet klice po revoluciji. In zato je prav zelo pomembno, da sploh vemo, o čem govorimo, da si predočimo zgodovino takratnih časov in celotno nasilje. Kolega Nikola, to je zato prvo vprašanje. Vi ste v tej svoji knjigi to tezo, da je Slovenija ni bila totalitarna, oziroma da če je bila samo do sredi 50-ih let pravzaprav zavrnili. Kako gledate vi na povojno obdobje, prosim? Najprej prav lep pozdrav in se vam zahvaljujem, da ste kljub takšnemu vremenu upali priti sem. Torej, glede tega, ali je bila povojna Jugoslavija in pa v njenem okviru Slovenija, ali bila to totalitarna država ali ne, mislim, da sploh o tem ne bi smeli debatirati. Kajti tam, kjer je na oblasti ena stranka in ker je to prepojeno z neko ideologijo, totalitarno ideologijo, drugačen režim ne more biti kot totalitarni. Lahko pa so odstopanja v stopni totalitarnosti, ki se kaže predvsem v stopni represije. In tu pa moramo reči, da res ne smemo govoriti o enaki stopni represije v Jugoslaviji, v Sloveniji od 1945 pa do leta 1990. Vsekakor pa je to prvo obdobje, od leta 1945 pa do začetka 50-ih let obdobje totalitarizma, ki ga lahko v vseh ozirih izenačimo z najhujšimi pojavnimi oblikami totalitarizmov, tako za stalinizem kot za nacizem, z nacizmom ga lahko izenačimo. Torej, v tem obdobju smo v Sloveniji, če se sedaj vnijem samo na Slovenijo, torej doživeli množične izvesodne poboje. Ustanovljena so bila koncentracijska taborišča, med katerimi je bila večina uničevalnih taborišč. To velja predvsem za taborišče Teharje, Šentvid nad Ljubljano in pa Škofja Loka. Od tam so šli ljudje naravnost smrt.
Torej, ne le, da so bila to koncentracijska, nekateri jih imenujejo kar taborišča ali pa zbirna taborišča, ampak je OZNA tudi sama zanje uporabljala ime koncentracijska taborišča. Bomo to videli tudi na dokumentu, kjer se navaja ustanovitev teharskega taborišča. Potem smo imeli delovna taborišča. To je bilo več vrst taborišč delovnih. Taborišča za prisilno delo, kamor so pošiljali ljudi, ki so jih na prisilno delo, na odvzem prostosti s prisilnim delom obsodila vojaška sodišča in pa tudi sodišče Slovenske narodne časti, junija, avgusta 1945, ko je bilo sodstvo, kazensko sodstvo v rokah vojaških sodišč v Sloveniji, v celoti, tudi nad civilisti. Potem so bila taborišča za tako imenovano poboljševalno delo. Torej, že samo ime pove, da so bili poslani ljudje tja zato, da bi se tisti, ki niso doumeli nove družbe, torej, da bi se politično tam prevzgojili, skratka poboljšali. In pa na koncu še taborišča za družbeno koristno delo. Vseh teh taborišč v knjigi boste našli natančne podatke tudi o številu obsojencev oziroma teh ljudi, koliko je bilo zaprtih v taboriščih. Naj povem, da je bilo taborišče za prisilno delo, to so bila mimogrede Kočevje, Teharje, tudi prvotno bilo Brestranica pri Mariboru, Studenci pri Mariboru. V teh 4 taboriščih je bilo zaprtih blizu 7000 ljudi. To je nekako tista številka, kolikor jih je na prisilno delo, so jih obsodila po vojni vojaška sodišča, področna vojaška sodišča. Potem bilo je pa tudi okrog 20 taborišč za manjših in pa večjih taborišč za poboljševalno in družbeno koristno delo, kamor pa so ljudi pošiljali predvsem organi za notranje zadeve, torej posebne komisije za prekrške, ki so imeli to pravico, da so na podlagi zakona o prekrških zoper javni red in mir iz maja 1949 so človeka, ki je bil nečesa obtožen oziroma osumljen preko ovaduhov, da so prišli po noči pon in ga odpeljali v taborišče, ne da bi družina vedela, kje je, kam je odšel ali se bo sploh vrnil. Vseh teh taboriščnikov, ki so bili na prestajanju družbeno koristnega dela in pa poboljševalnega dela, domnevam, da je do točne številke nisem mogel nikakor priti, nikjer ni navedena, ampak na podlagi, to boste tudi našli v knjigi, te številke, domnevam, da jih je bilo najmanj 5000, od 3 do 5000 je bilo teh ljudi, ki so bili zaprti v teh taboriščih. Menim, da so bili tudi številni duhovniki. Potem v tem času, o katerem govorim, torej od konca vojne pa do začetka 50 let, smo imeli v Sloveniji tudi množične izgone prebivalstva. Prva žrtev so bili seveda Nemci, nemško prebivalstvo. Res je, da so zavezniki v Potsdamu avgusta 1945 zavezniški voditelji sprejeli odločitev, da je treba zaradi tega, da se onemogoči Nemcem še kdaj, da bi nekdo začel gibanje za združitev vseh Nemcev v enem rajhu, da se onemogoči to, da je treba Nemce iz Poljske, vemo, da je vojna, druga svetovna vojna se začela na Poljskem, prav zaradi tega koridorja, ki je ločil torej, vzhodno Prusijo od zahodne Prusije, in ker so Gdansk je bil pa poljski, oziroma mednarodni, Gdansk je bil poljski, in da so hoteli, da je tu dejansko prišlo do nekako, do vojne bi prišlo v vsakem primeru, ampak tu je Hitler sprožil vojno, ne? Da se torej iz Poljske, Češke in pa Romunije, pa Madžarske, da se Nemce izžene na ozemlje Nemčije. Ne pa tudi iz Jugoslavije. Ni bilo nikjer izrecno rečeno, da ima to pravico tudi Jugoslavija. Torej, to, da že leta 1944 je politično in pa vodstvo, torej partija dejansko, in pa tudi vodstvo Demokratične federativne Jugoslavije sprejelo odločitev, da se tudi iz jugoslovanskega ozemlja izženejo vsi Nemci. So pa pripravljali to rešitev za izgon Nemcev iz Slovenije že tudi v okviru Osvobodilne fronte na inštitutu, ki je danes njegov naslednik, Inštitut za novejšo zgodovino, so pripravljali to rešitev in moram pa tu povedati nekaj, da za izgon nemške manjšine iz Slovenije to ni bila stvar samo komunistov,
ampak da so že predtem začeli to idejo razvijati tudi liberalci. Recimo Janko Mačkovšek, znani intelektualec, je že v letih 42-43 to idejo razvijal in tudi imamo objavljene te dokumente, dr. Jera Vodušek je objavila v knjigi Dosje Mačkovšek, lahko tam pogledamo. Namreč jeza ali pa ogorčenje nad Nemci, ki so podpirali nacistično okupacijo in nasilje nad slovenskim narodom, je bilo tako veliko, da je takrat tudi pri ljudeh, ki so bili drugače intelektualci pa tolerantni, da je povzročilo seveda tudi da so nastale takšne ideje. No, kot sem dejal, da v Jugoslaviji je živelo okrog 500 000 Nemcev, v Sloveniji pa tam nekako 28 000, točnega števila, nikoli niso mogli ugotoviti, so različne številke. Okrog 16 000 Nemcev naj bi že pred koncem vojne samih iz Slovenije pobegnilo, več kot 10 000, od 10 do 12 000 pa so jih potem naknadno izgnali. Najhujši izgon je bil izgon, ki je potekal decembra, pa januarja, februarja leta 46, decembra 45, in potem to je bila zadnja, tretja faza, ko so jih v najhujši zimi v živinskih vagonih, cele družine z otroki, starčki, so jih pošiljali v Avstrijo, tam so pa vlake zavezniki zavrnili in so jih poslali nazaj, tako da je potem zmrznilo v vagonih, so ljudje, starčki in otroci so zmrznili in pripovedujejo, boste lahko prebrali v knjigi tudi, da pripovedujejo tisti, ki so preživeli, da so jih letali z vagonov kot klatrska drva, ker so ti vagoni čakali na železniških tirih po en teden, po 14 dni, da so se znova premaknili nazaj in so potem preko Madžarske šli v sovjetsko okupacijsko cono. V tem obdobju so se zgodile množične nasilne razlastitve, najhujše so bile zaplembe. Pri nas je napačno mišljenje, ker imamo zakon o denacionalizaciji, da je bilo pri nas premoženje nacionalizirano. To sploh ni res. Nacionalizacijo poznajo tudi demokratične države. Nacionalizacija je odvzem premoženja proti odškodnini v korist države za neko splošno dobro. Zaplemba je pa odvzem premoženja brez odškodnine, hkrati pa tistemu, ki so mu premoženje zaplenili, so ga ponavadi še obsodili ali celo ubili. In tu ni nobene odškodnine. In večina premoženja v Sloveniji je bila zaplenjenega, sploh industrijska in trgovska podjetja, pa banke, to je bilo praktično vse zaplenjeno. Nacionalizacije so pomenile zelo majhen delček tega premoženja, ki je prišlo v državno last. Seveda so to še potem nacionalizacija, agrarna reforma, ampak v primerjavi z zaplembami so to samo dopolnilni razlastitveni ukrepi bili. Zelo hudo obliko nasilja so predstavljali montirani politični procesi, sodni procesi. Partija si je v celoti podredila kazensko sodstvo, sodstvo v celoti in seveda najbolj pa kazensko sodstvo, in ga je uporabila za to, da je preko sodišč in pa javnega tožilstva, da je obračunala z svojimi domnevnimi in dejanskimi nasprotniki. In rezultat tega je bilo to, da je prišlo do množičnih političnih in montiranih procesov. Najprej so po vojni kazensko sodstvo dobila v roke vojaška sodišča, področna vojaška sodišča, in so ga izvajala vse do konca avgusta 1945, pa sodišče narodne časti. Pred vojaškimi sodišči je bilo obsojenih okrog 7000 tako imenovanih vojnih zločincev in narodnih sovražnikov. Pred sodiščem Slovenske narodne časti pa je bilo obsojenih okrog 3000, torej 10 000 ljudi iz političnih razlogov je bilo obsojeno v obdobju junij, julij, avgust 1945. In prav toliko je bilo seveda tudi potem političnih zapornikov, koliko ni dobil obsojena smrt. Še več kot je političnih obsojencev je bilo političnih zapornikov. Kajti, to sem že prej povedal, da so upravni organi dobili velika pooblastila in so lahko ljudem imeli torej so jih lahko obsojili na odvzem prostosti, kar je pomenilo, ali si šel v zapor ali pa v taborišče. Največ so jih pošiljali v taborišča, in da so jih izganjali z njihovih domov,
No, ko sem govoril o izgonih prebivalstva, sem seveda pozabil povedati, da niso bile žrtve izgona prebivalstva samo Nemci, ampak 47. leta se je oblast lotila tudi slovenskega prebivalstva, ki je živelo ob meji z Avstrijo in so se začeli množični izgoni prebivalcev z obmejnega področja, ki jih je izvajala UDBA. In kam so te ljudi pošiljali? Na Kočevsko, ki je predstavljala slovensko Sibirijo. Kočevska je bila po vojni popolnoma opustošena. Nemci so se izselili že v zimi 41-42 in na to opustošeno območje so hoteli kolonizirati z temi nesrečniki iz obmejnega pasu, ki po njihovem mnenju niso bili zanesljivi. Meja je bila namreč hermetično zaprta, pa so kljub temu ljudje prehajali mejo in da bi to preprečili, dokončno so vse tako imenovane sumljive elemente že začeli marca leta 47 izganjati vse od Prekmurja, meje z Avstrijo, pa Štajerske in zadnje še zgornjo Savsko dolino. In tu je bilo izgnanih več tisoč družin in pa posameznikov. Tudi Mađari so bili med njimi. Leta decembra 48 in aprila 49 so izgnali 215 družin iz vasi Petišovci pod pretvezo, češ da je možnost eksplozije naftnih vrelcev, in so te ljudi s tovornjaki odpeljali in jih zmetali, s tovornjakov jih zmetali dol in so si morali iskati zaveteče z otroki, starci, ker so vedeli in znali. No, ko sem omenil sodne procese, seveda so potem še nadaljevali to, kar so začela vojaška sodišča, pa sodišče Slovenske narodne časti. Ta so avgusta zgubila svojo pristojnost soditi civilistom in je prišlo kazensko sodstvo v roke civilnega sodstva, torej okrožnih in okrajnih sodišč, pa vrhovnega sodišča. In so potem to vlogo prevzela civilna sodišča, ki so jo zelo vestno opravljala, kot boste videli z enega od dokumentov, da so sodniki, predsedniki sodišč, so sodišča pojmovali kot bojne organe, ki se morajo boriti proti razrednim sovražnikom. In poročila, če beremo poročila sodišč, to je nekaj grozovitega. Torej sodišča namesto, da bi bila za to, da varujejo človekove pravice in ščitijo človeka, so bila za to, da so jih preganjala in da so po svoje tudi izpolnjevala nalogo, ki so imela, da čim več ljudi pošljejo na prisilno delo, kajti takrat je potekala prva gospodarska petletka in ta petletka, v kateri je toliko pozitivnega napisano. Včasih tudi nekatere zgodovinarje, slišimo znane zgodovinarje, ne bom jih imenoval, ker ni to, da bi se branili, da je treba biti komunizmu hvaležen, da je v Jugoslaviji izvedel industrializacijo in tako naprej. V Sloveniji to sploh ne drži. Slovenija je bila baza za izčrpavanje, za industrializacijo v ostalih jugoslavskih republik, pa Hrvaška ste bili. Že to ne drži. V Sloveniji ni bilo praktično zgrajenega skoraj nič v prvi petletki. V Celju, jaz sem napisal zgodovino celjske industrije, je bila ustanovljena samo ena manjša tovarna organskih barvil, ki postala sestavni del Cinkarne, drugače so še pa danes večina podjetij v Celju bazirajo iz bivše Jugoslavije pa iz bivše Avstrije. No, ti zgodovinari pa pozabijo povedati, kdo je gradil te obrate, kdo je gradil Litostroj, kdo je gradil hidroelektrarne, kdo je gradil tovarno glinice in aluminija. To so bili obsojenci na prisilno, poboljševalno in družbeno koristno delo in pa vojni ujetniki. Ti so gradili in tudi progo Šamac-Sarajevo, niso gradili samo mladinske delovne brigade, ampak so gradili ti nesrečniki, ki so jih tja poslali upravni organi ali pa sodišča. Tako da je te stvari treba vedno, vsako stvar je treba kritično pogledati, sploh če je to, če nekaj govorijo ljudje, ki hočejo za vsako ceno prikazati komunizem kot nekaj pozitivnega. Seveda ne smemo pa pozabiti tudi, da je bilo v tem obdobju izredno hudo preganjanje verujočih, torej vere same kot takšne, ne samo tistih verujočih pa cerkvenih ustanov oziroma cerkva, ampak že vere same kot takšne. Franc Lesko Šetljuka
ta dokument sem jaz odkril, odkril tudi objavljeni v tisti publikaciji Religije, Cerkve in šole, dokumentih občinskih komitejev, je dejal, da je vera šašava stvar, to je stvar za 500 let nazaj in mi pa gradimo nov svet in to vera v sodobni čas sploh več ne spada. Ne? In seveda, če takšno gledanje je bilo, to je bilo logično, komunizem izhajal iz materialističnega svetovnega nazora, da so potem začeli preganjati, kljub temu, da je ustava jamčila svobodo vere in veroizpovedi, svobodo vesti, da je nova oblast naredila vse, da bi vero čim prej izkoreninila. Tako šli so pri tem celo tako daleč, da so kraje, ki so imeli imena po svetnikih, da so jih preimenovali. V 50-ih letih, tja do leta 55, so bili vsi kraji v Sloveniji, ki so imeli ime po svetnikih, ali pa da se je omenjala neka stvar v zvezi z cerkvijo. Recimo pri Celju imamo kraj Nova Cerkev, pri Vojniku, je bil takoj preimenovan, tudi ta kraj je bil preimenovan, ne smejo imeti cerkev, ali pa Sveti križ na Vipavskem, pa podobni. Torej, bili so pri tem zelo temeljiti in moram reči, da so tudi vsi zgodovinari takrat na veliko sodelovali pri teh preimenovanjih in da so naredili katastar teh krajev. Pustili so samo imena katastarskih občin še naprej po svetnikih, ker bi prevelika zbrka nastala, če bi še to šli spremenjati. In posledično, ker so imeli namen izkoreniniti vero, so seveda tudi od vsega začetka napeli vse sile, da bi tudi zatrli vse verske skupnosti, oziroma da bi jih najprej onemogočili, postopoma pa tudi povsem zatrli v njihovem delovanju. To ni šlo za ločitev cerkve od države, katoliške cerkve ali pa katerekoli druge, ampak dejansko za izločitev je bilo treba razumeti. Torej, popolnoma izločiti iz družbenega življenja, osamiti na cerkveno poslopje in pa faroš. Vse ostalo, 52 leta je bila cerkev potem tudi izrinjena iz šol, ko je bil tudi veronauk ni več bil obvezni predmet in se ni več smel poučevati v cerkvah, mislim v šolah, ampak samo še v cerkvenih prostorih. Skratka, vsi ti ukrepi in pa številni drugi, v katerih tu ne moramo govoriti, komunizm je pustil strahotne posledice za seboj to obdobje. S tem je bila uničena vsa gospodarska elita v Sloveniji. Bivši uspešni podjetniki so postali zločinci za režim. Bili so ali pozaprti ali pa pobiti. Tudi duhovna inteligenca je bila popolnoma degradirana, kdor ni bil na liniji, je bil popolnoma onemogočen in ožigosan. Tako da je Slovenija doživela kolaps svoje elite in narod brez elite je obglavljen dejansko. In slovenski narod je bil leta 1945, tako kot tudi hrvaški in vsi jugoslovanski narodi so bili obglavljeni. Nova elita se je pa kadrirala iz tistih, ki so prišli leta 1945 iz gozda. In ti so prevzeli vse vodilne položaje v družbi in potem vodili Jugoslavijo vse do leta 90 oziroma Slovenijo. Tako da govoriti, da ni bil da je bil jugoslovanski totalitarizem nekaj, oziroma jugoslovanski socializem nekaj drugačnega, drži mogoče samo za poleto od, bom rekel, sredine 50-ih let naprej, da je bil milejši. Opustil je najhujše, najbolj nasilne oblike represije, nikoli pa ni prenehal biti totalitarni. Vse postavke, ki jih navaja znana zgodovinarka oziroma avtorica enega najbolj znanih del o totalitarizmih, to je Hannah Arendt, vse te postavke so ostale v jugoslovanskem režimu. In vsak čas, če bi se situacija zaostrila in da bi oklicali izredne razmere, bi se ponovil v Jugoslaviji zopet nazaj totalitarizem, kakršen je bil po letu 1945, kar se je pokazalo na Kosovo, ko je marca 1991 prišlo do demonstracij, so proti Albancem nastopili z istimi metodami kot leta 1945, koncentracijska taborišča, ki so bila dovoljeno je bilo ustanavljanje, to je naš predsednik SFRJ, takrat predsednik predsedstva Janez Drnovšek podpisal uradni list, v katerem je to bilo objavljeno.
tudi seveda tajno. Ne? In na razpolago je bila ves represivni aparat je ostal nedotaknjen, tako da bi lahko vsak čas, torej partija, če bi se čutila ogroženo, da je lahko obračunala s komerkoli. Se pravi, da treba je tako, jaz gledam to, totalitarizem je bil ves čas, najhujši je bil do leta, tam nekako do sredine 50-ih let, naprej pa je bivši totalitarni režim, to da mnogo znosnejši, to pa zato, ker smo od Zahoda dobili materialno pomoč in v Jugoslaviji socialno vprašanje ni bilo tako hudo kot na vzhodu in tudi represija ni bila potrebna, ampak o tem morda v kakšni drugi zvezi. Torej bil je bolj prefinjen, ne? Ja, jaz tako pravim, da na vzhodu v sistemu realsocializma so ljudi davili z golimi rokami, pri nas pa v rokavicah, ki si jim je reklo samoupravljanje, ali pa samoupravni socializem. Tam so govorili o ljudski demokraciji, pri nas pa o samoupravni socialistični demokraciji, to da razlike so bile samo neke navidezne dejansko, ne. Tako da bi pa rekli, da je neka bistvena razlika bila med realsocializmom pa samoupravnim socializmom, pa ne, povsod so ti elementi, ki jo označujejo kot totalitarna režima, so ostali enaki, le da je mogoče v Jugoslaviji na področju gospodarstva bilo več decentralizacije, ampak gospodarstvo to ni vprašanje človekovih pravic. Ne? Mi moramo totalitarizem vedno gledati z vidika teptanja človekovih pravic. To, da je bila v Jugoslaviji gospodarska decentralizacija, pa to, da so podjetja imela neko večjo samostojnost, kot pa na vzhodu, ker ni bilo več tipičnega planskega gospodarstva v Jugoslaviji, to ne pomeni, da zaradi tega pa jugoslavijski socializem ni bil totalitarni. Navedli ste v knjigi, da so povojni izvensodni poboji tesno povezani s partizanskim kazenskim sodstvom, oziroma da ne govorimo o povojnih izvensodnih pobojih, jaz bi rekla boljši izraz, da to je umor. Torej so bili tesno povezani z medvojnimi likvidacijami in že leta 41. 16. september zaščitni odlok in ustanovitev VOS-a. Ja, najbolj so izpostavljeni seveda povojni, kot rečejo, izvensodni poboji. No, dr. Tine Hribar je predlagal, da bi se to ne imenovali poboji, ker pobija se živino, ampak da bi se uporabil izraz pomori. Jaz se tudi s tem strinjam, sem pa uporabil ta izraz poboji, ker je se tako ukorenilo. Pod narekovaji, ja. Tako da včasih to tudi zavaja, ker se vse zreducira na te poboje, ali pa pomore, kot rečemo, ne, lahko. In s tem se kar pozablja, da so bila pri nas koncentracijska taborišča, da so bila delovna taborišča z izgoni prebivalstva, da je skratka človeško življenje po vojni ni veljalo nič, ali si bil zaprt, ali pa lahko umorjen celo, ne, do začetka 50 let, vsaj. In ko govorim o povojnih pobojih, je treba povedati nekaj, da so bili samo nadaljevanje, ali pa bomo rekli zaključek tistega, kar se je začelo že leta 1941. Takrat je partija, za katero je sam France Bučar ugotavlja, da je organizirala NOB s ciljem izvesti bolševiško revolucijo in da je bil to proces bolševizacije, v okviru procesa bolševizacije celotne Evrope. Je treba gledati to vse skupaj. Ne? Bil je odpor proti okupatorju, vsekakor, seveda, in na to smo lahko ponosni. In lahko damo tem borcem, ki tudi neko, takšno je moje stališče, damo priznanje za to. Hkrati pa bila to komunistična ali bolševiška revolucija, ki so jo komunisti poimenovali ljudska revolucija. Ne? In kakor hitro je revolucija, to pomeni nasilno obračunavanje s tistimi, ki jih revolucija hoče odstraniti. In to se je med vojno začelo tudi dogajati. 15. avgusta 1941 je Komunistična partija Slovenije pod krinko Osvobodilne fronte ustanovila varnostno obveščevalno službo OF
na katero pa Osvobodilna fronta ni imela nobenega vpliva in tudi komunisti na to niso pristajali. Kardel sam to, ko piše, pravi, da komunisti ne dajo VOS-a ne dajo iz rok. To je bilo tisto orožje v rokah partije, ki je omogočilo, da je lahko po mili volji obračunavala s političnimi nasprotniki, torej jih je pobijala ali, kot so oni uvedli izraz, likvidirala oziroma justificirala. In resnično pripadniki VOS-a, kasneje pa OZNE, ki pa je potem bila 13. maja 1944 ustanovljena za celotno Jugoslavijo po obzoru sovjetske NKVD, ti niso bili zavezani nikomor drugemu kot sami partiji. Za njih nobeni predpisi, kaj mednarodni, niti tisti, ki jih je tako imenovana ljudska oblast nedvojno sprejela, za njih niso bili obvezujoči. Oni so lahko mimo vojaških sodišč, ki so bila ustanovljena leta 1944, področna sodišča, pa brigadna sodišča in odredna sodišča, oni kasneje še druga, so lahko mimo sodišč likvidirali, ne da so lahko, zato je VOS bil pa OZNA, da je pobijal tiste, ki bi sicer jih vsako vojaško sodišče mogoče celo oprostilo ali pa obsodilo na nekaj, na določeno časovno kazen zapora. In da ni bilo, da ti procesi oziroma ti poboji med vojno in likvidacije niso bili šala, pove, da je vseh žrtev, ki so jih doslej ugotovili, okrog 4200, ki je bilo, torej civilistov, ki so bili med vojno pobiti. No, tu imate takšno poročilo, ki ga je VOS pošiljal svoji komisiji. VOS je bil organiziran centralistično, tako da je imel pri politbiroju centralnega komiteja je bila, najprej je bil kolegi VOS-a, potem pa komisija VOS-a, centralna komisija VOS-a, ki je načelovala Zdenka Kidrič, torej žena Borisa Kidriča. Potem pa so bili po posameznih pokrajinah, so bile te komisije VOS-a in za Štajersko je bila to je bila komisija VOS za, ponekod so imenovali za Štajersko, včasih pa tudi za severovzhodno Slovenijo. In tu je samo del tega poročila, ki govori o litijskem okrožju. Tu so, da so pobili 10 izdajalcev slovenskega naroda in tako naprej. Na celotnem Štajerskem so do takrat v teh akcijah, ko tule časovno zajema, če bi celotno poročilo pogledali, je bilo pa blizu 40 ljudi pobitih. Tako da, seveda, to je samo eno od poročil, ki se je ohranilo in sem ga odkril v arhivu. Drugače je teh poročil še mnogo več, seveda. Bilo, koliko so pa ohranjena, to je pa vprašanje. In ti poboji med vojno, šlo pa je seveda za poboje z izrazito ideološkimi in političnimi, iz ideoloških političnih razlogov, so dejansko pomenili samo uverturo v tisto, kar se je zgodilo potem maja, junija, julija leta 1945. Jaz sem to zapisal takole, začelo se je s Krimsko jamo leta 1942 in se je zaključilo z Hudo jamo leta 1945. Torej, pobijanje vojnih ujetnikov in civilistov je, kot ste navedli, če smo prav razumeli, potekalo načrtovano in organizirano in odgovorna za to je bila politična in vojaška oblast. Navajate med drugim depešo Borisa Kidriča z dne 15. junija leta, Kardelja Kidriču, se upravičujem, leta 15. junija 1945, ki ga, ki pravi, da čiščenje pomeni nič drugega kot umori, potekajo prepočasno. Ja, od maja pa do konca avgusta, ko je bila izrečena amnestija, je v celotni Jugoslaviji potekala operacija čiščenje. Tako jo sami komunisti, torej v partijskih dokumentih se ta operacija imenuje čiščenje in v dokumentih OZNE, ki je čiščenje s pomočjo enot KNOJ-a, Korpusa narodne obrambe Jugoslavije, izvajala.
se ta izraz uporablja. Kaj pomeni? V prvi vrsti pomeni pobijanje, množično pobijanje vseh, ki bi utegnili ogrožati takrat že vzpostavljeni partijski monopol, ker ne smemo se da je prevzem oblasti se pri nas izvršil šele z potem, kaj se je s sprejetjem prve ustave ali pa s prvimi volitvami 11. novembra 1945. To je bilo vse skupaj pro forma zaradi zahodnih zaveznikov, zaradi sveta. Partija je imela oblast že maja 1945, do zadnje vasi je imela pod svojo kontrolo preko organov Osvobodilne fronte, to so bili krajevni odbori Osvobodilne fronte, ki so bili v rokah partijcev. In to vse gor do predsedstva SNOS-a. Torej oblast in pa sodna oblast, to je vse že funkcioniralo, OZNA, KNOJ, skratka, ta aparat je bil v celoti izdelan in je funkcioniral kot namazan stroj. In poleg pobojev, ti so glavni del, sestavni del te operacije čiščenje, je tu še mišljeno tudi čiščenje, ki so ga morala izvajati vojaška sodišča in pa sodišče narodne časti. Kot sem vam že povedal, da je sodstvo, celotno kazensko sodstvo v vseh zadevah je maja 1945 prešlo po odloku predsedstva SNOS v roke vojaških sodišč. In takrat so potekali, to sem že navedel, podatke, da je bilo okrog 7000 pred vojaškimi sodišči obsojenih, tako narodnih sovražnikov in pa narodnih izdajalcev oziroma zločincev, kot so jih poimenovali, in pa 3000 pred sodiščem Slovenske narodne časti. In tu Kardelj očitno opozarja, da vse skupaj to poteka prepočasi, da se čiščenje ne izvaja dovolj hitro, kajti potem so predvidevali, da bo treba začeti se pripravljati na volitve na volitve v Ustavodajno skupščino in da do takrat mora biti to vse počiščeno. Takrat je bila Slovenija, moramo vedeti nekaj, pa celotna Jugoslavija, že na tej strani železne zavese v komunističnem taboru, nad njo ni bilo možno izvajati več nobenega nadzora. In se je to lahko počelo, kar si hotelo, ubijanje ljudi, ne da bi bilo to pojmovalo kot kaznivo dejanje, ampak tisti oznovci oziroma načelstvo OZNE, ki niso izvajala dovolj množičnih likvidacij, so bila zamenjana. Primer je dokument, ki ga navajam, ki je bil odkrit in tudi že objavljen Hrvaške, mislim, da je to Inštitut za povijest Hrvatske, da so objavili posebni publikaciji te dokumente OZNE za Hrvaško, ker Ranković direktno načelnika OZNE za Hrvaško opozarja, da ni izvedel ukaza, da je treba množično pobijati in da je izvedel v Zagrebu samo 250 likvidacij v prvih dneh po prevzemu oblasti, da je bilo pobitih samo 250 ljudi in so ga odstavili. Verjetno, da je enako veljalo tudi za Slovenijo. In kaj nam še kaže ta depeša? Da je pobijanje potekalo načrtno, z nadzorom z najvišjega mesta. Torej, ne samo Tita, ampak tudi Kardelj. Kardelj je bil pa v tem času, torej je bil, bi lahko rekli, v tistem najpolžjem partijskem vodstvu jugoslovanskem, in da je spremljal, kako poteka to pobijanje pa množično sojenje v Sloveniji in očitno ni bil zadovoljen s tem. Tako da komunisti teh mednarodnih norm takrat niso v ničemer upoštevali. Imeli so svoje predpise in še tistih niso upoštevali. Kajti, če bi se oni držali uredbe o vojaških sodiščih, ki je izdal Vrhovni štab 24. maja leta 1944, bi morali vse vrjene vojne ujetnike postaviti pred vojno sodišče, tiste, za katere bi imeli dokaze, da so storili kaznivo dejanje. Vendar so oni ignorirali tudi lastne predpise v tem času, ker bi jih to motilo oziroma bi oviralo pri izvedbi čiščenja, o katerem je tukaj govora. Kaj pa tajna politična policija? Saj vemo, da, to ste tudi napisali v knjigi, da do leta 1951 je OZNA vodila kazensko preiskavo. To se pravi, sodišče je lahko začelo šele delovati, če je OZNA celotno dokumentacijo poslala na sodišče.
Ja, pobojno kazensko sodstvo je bilo v celoti kopija sovjetskega kazenskega sodstva. Višinski, torej generalni tožilec v Sovjetski zvezi, je bil vzgled, njegovi spisi so bili vzgled jugoslovanskim pravnikom, kako je treba organizirati javno tožilstvo in celotno sodstvo. Pri tem sodstvu je seveda imela, ker je šlo za obračun z sovražniki komunizma, dejansko revolucije, je imelo glavno vlogo organi za notranje zadeve, torej najprej OZNA, ki je delovala do marca leta 1946. To je bila vojaška tajna politična policija, partijska seveda, in obveščevalna pa kontraobveščevalna služba, s pomočjo katere je partija prevzela oblast in si jo tudi potem zagotovila, na ta način zagotavljala. Ko je OZNA upravljala z množičnimi poboji, ko so bili odstranjeni tisti najnevarnejši nasprotniki, je njena vloga in kasneje UDBE po marcu leta 1946 se je pa kazala predvsem še v sodnih procesih. Te politične sodne procese je pripravljala UDBA oziroma prej OZNA. Kazensko sodstvo je namreč doživelo temeljite spremembe, oziroma lahko rečemo, da je prišlo do popolne diskontinuitete z kazenskim sodstvom v bivši Jugoslaviji. Naj povem, da je kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije iz leta 1929 veljal za enega najmodernejših kazenskih zakonikov v celi Evropi, kot vzorni. In po vojni smo dobili popolnoma novo kazensko zakonodajo. Dobili smo zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, ki je predstavljal osrednji predpis, na podlagi katerega so sodili nasprotnikom komunizma. Potem so še bili to zakon pobeli nedopustne špekulacije, gospodarske sabotaže, pa še dva zakona ne bi vseh to navajal. In v preiskovalnem postopku sodišče ni imelo v obdobju vse tja do začetka 50-ih let, sodišče ni več imelo nobene vloge. V bivši Jugoslaviji je obstajal inštitut preiskovalnega sodnika. To, kar zdaj mi poznamo tudi. In je preiskavo vodilo sodišče, ki najprej sploh moralo odobriti, da se proti nekomu preiskava začne. V tem času, o katerem govorim, pa je preiskavo vodil, ko je šlo za politične delikte, torej za delikte po zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, je bila celotna preiskava v rokah OZNE oziroma UDBE. Tako da oni so tudi te velike politične procese ne samo spremljali, ampak so jih tudi usmerjali. Znan je proces, Dachauski procesi so znani, objavljeni so te dokumenti v tem obširnem zborniku, Dachauski procesi, ko udbovec v sosednji sobi spremlja celoten proces in ker je tožilec zašel v težave, ker so mu njegovi dokazi so se mu sesuvali oziroma ni znal utemeljiti tistega, kar je obtoževal, je takoj prekinil obravnavo in poklical tožilca pa sodnika v svoj prostor in jima dal naprej navodila, kako. Skratka, UDBA in prej OZNA sta bili tisti vsemogočni ustanovi, ki sta krojili usodo, ne samo tistih, ki sta jih direktno oni dve obravnavali in pošiljali na borišča ali pa v taborišča, ampak tudi tiste, ki so se znašli pred sodišči. UDBA je to vlogo igrala do leta 90. Tudi proces proti četverici, torej je pripravila takrat verjetno, da je imel veliko vlogo KOS, zraven kontraobveščevalna služba, ker je to tudi Beograd, dejansko bi ta proces bil insceniran iz Beograda, ampak pri aretaciji četverice in pa vsem tem pa je imela odločilno vlogo slovenska UDBA. Skratka, tudi to je dokaz, da je bil ta sistem totalitarn, da je tudi v sodstvu vse do konca, do padca komunizma, da je tajna politična policija imela tako pomembno vlogo. Torej, največ političnih procesov je bilo do srede 50-ih let proti predstavnikom cerkve, do 61, bi rekla, če smem to dodati. Ampak zanimivo je, da ste objavili tudi tabelo iz 80-ih let, ki jasno kaže,
da so bili politični obsojenci tudi še v 80-ih letih. Ja, dokler je bil v Sloveniji na oblasti komunistični režim, so bili tudi nujno politični sodni procesi. In ne samo pred civilnimi sodišči, ampak tudi pred vojaškimi. Na koncu je oblast, ker ni več zaupala civilnim sodiščem, je celo posegla znova po vojaških sodiščih, ne? V tej aferi JBTZ. Tako da seveda do leta 51. To je bila nekakšna prelomnica. Takrat so bili ti politični procesi množični, ko sem že povedal, da je bilo vojaškimi sodišči in sodiščem narodne časti obsojenih skupaj okrog 10 000 političnih zapornikov, obsojencev. Potem pa je bilo po statistiki, ki smo jo odkrili, po naključju moram reči, to je z procesa pred sodiščem narodne časti 4. julija leta 1945 v Sloveniji proti članom konzulte. To je bil ta sosvet, ki je sodeloval s tem komisarjem Graciolijem kot nekakšno posvetovalno telo. In člani tega sosveta, ki so sicer sami kasneje izstopili, že do novembra leta 1945 so že izstopili, so bili vsi postavljeni pred sodišče po vojni. Takrat so bili ti procesi naravnost množični. Do leta 1961 bi naj bilo po statistiki, ki jo je partija sama pripravila, oziroma organ sekretariat za pravosodje, naj bi bilo obsojenih 5601 ali 6501, tako 6501 obsojencev, vendar oni upoštevajo samo tiste, ki so jih obsodila civilna sodišča, ne vojaška, pa sodišče narodne časti, in pa samo tiste, ki so bili obsojeni na podlagi zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Tudi nov kazenski zakonik leta 1951 je, ki teh specialnih zakonov ni več poznal, je potem tudi poznal vse te politične delikte in vsi kasnejši zakoniki so to obdržali. Skratka, do leta 1990 je v kazenski zakonodaji je obstajala torej možnost, da te obsodijo iz političnih razlogov. Najbolj zloglasni je bil člen 133. No, tu imate zdaj oblast, je sama priznavala, to je za to leto 1948 samo, je priznavala, da obstajajo politični in pa torej oni se kriminalni obsojenci, ne? In to številke same povedo. KPD pomeni kazensko-poboljševalni domovi. Tam, kjer so prestajali, potem, ko so ukinili delovna taborišča, oziroma taborišča za prisilno delo, pa ostala taborišča, so ustanovili kazensko-poboljševalne domove, ki so bili v Ljubljani, v Novem mestu, v Mariboru, pa v Begunja za ženske, ki so ga predstavili leta 1948 v Brestanico oziroma tedajni Reichenburg. No in tu vidite to, koliko je bilo obsojenih in kar še tudi po svoje zelo zanimivo, koliko je bilo med njimi žensk. Da je ženske, za katere neki zgodovinar razlaga, da jim je komunizem dal emancipacijo, da jim je dal volilno pravico. Jaz pravim, da je komunizem vzel volilno pravico še moškim. Kajti, če volilna pravica ni demokratična, da svobodno lahko izbiraš, potem je ta volilna pravica farsa in norčevanje iz demokracije. Ne? Ta zgodovinar pa ne pove, da je komunizem v prvih povojnih letih zaprl tisoče žensk v taboriščih, kjer so prestajale, tudi moja mama je bila zaprta. In vem iz prve roke, kaj so z njimi počenjali, kako so jih sramotili, poniževali, da so jih celo pobijali. Med pobitimi po vojni je bilo tudi ogromno žensk, to bo treba še raziskati. In bi bilo tudi prav, da se to enkrat razišče, ne? Da so bile žrtve povojnega komunističnega nasilja, ne samo moške, ampak da so bile velik del ženske populacije, da je bil. Ne? In na to se kar pozablja tudi, da vedno se izpostavlja tisto, češ kaj nam je dal socialistični sistem, predvsem pa ženski, ne? Volilno pravico in podobne stvari. Tako da politični zaporniki so bili vse do 90. leta, pri tem bi pa rad upozoril na nekaj, kar je zanimivo,
da so začeli, da je Slovenija morala sprejeti določeno število političnih zapornikov iz Kosovega. 81. leta po tistih demonstracijah so bila tam ustanovljena nagla sodišča, ali pa so celo organi za notranje zadeve zopet dobili pravico, da so ljudi pošiljali v zapore. In da bi, ker ni bilo na Kosovem dovolj v zaporih več prostora za vse te zapornike, so jih pošiljali po celi Jugoslaviji, vsaka republika, tudi Slovenija, je morala obljubiti, da bo imela določeno kvoto, da bo sprejela določeno kvoto albanskih zapornikov. In ti so tudi potem celo verjetno prevladovali na koncu. Poleg njih so bili pa glavne žrtve v 80-ih letih še vedno pripadniki Jehovinih prič, ki niso hoteli prijeti za orožje in služiti vojaškega roka, so jih obsodili torej na podlagi zakona, ki to ureja, vojaško službo, so jih obsodili in tako da imamo v zaporih takrat v Sloveniji največ oslovencev, pripadnikov Jehovinih prič, drugače pa Albancev. Tvorec te zakonodaje, ki je dovoljevala, zadnji kazenski zakonik, ki je bil leta 1974 sprejet, zvezni in pa republički. Tvorec te zakonodaje je bil eden izmed pravnikov, ki je danes je zaslužni profesor Ljubljanske pravne fakultete. Toliko. Na veliko vprašanje ste odgovorili, ne da bi jih sploh postavila, ampak nekaj pa bi bilo treba še vendar povedati. Rekli ste, da je bilo največ žrtev iz vrst povojnih, poleg seveda teh povojnih pobojev leta 1945 iz vrst kmetov. To je eno. In drugo pa tudi, kakšni odnos je imel povojni režim do delavcev. Ja, vsekakor, da so bili kmetje, tako kot vsi, ki so imeli premoženje, da so bili v neki perspektivi ali takoj, ali pa v nekem obdobju obsojeni, da bodo to premoženje izgubili. Čeprav v začetku v Jugoslaviji niso takoj izvedli kolektivizacije, začeli izvajati kolektivizacije, ker je celotna tako imenovana NOB je dejansko počivala v celi Jugoslaviji na sodelovanju kmetov. Pri kmetih so dobivali partizani zatočišče, so dobivali hrano, tam so skrivali ranjence in jih oskrbovali in podobno. Tako da niso takoj po kmetih udarili, ampak so postopoma. Najprej so jih razlastili tisti, ki so imeli več kot 25 do 35 hektarov obdelovalne zemlje, nato so 53 vzeli še zemljo nad 10 hektarov in so jih dejansko kmetijstvo v Sloveniji uničili s tem, ga naredili za brezperspektivnega, to mislim na družinske kmetije. Krati pa so leta 1948 začeli, zlasti pa 1949, začeli z intenzivnim izvajanjem kolektivizacije kmetijstva ali socialistične preobrazbe vasi, kot so imenovali, kajti očitek Inforberoja, samega Stalina, pa Molotova in podobno, je en glavnih očitkov je bil, da se v Jugoslaviji razrašča na podeželju kapitalizem in da partija ne stori nič, da bi zatrla te kapitalistične elemente. In Kardelj pa Tito potem temu odločno oporekata in pravita, da se odločno borijo proti razrednim sovražnikom, tudi na podeželju, in posledica tega je bila potem resolucija, ki so jo sprejeli januarja leta 1949, jo je sprejel centralni komite KPU, s katero so začrtali kolektivizacijo, torej postopno odpravo celotnega zasebnega kmetijskega sektorja, ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih ali delovnih zadrug, kot inačic sovjetskih kolhozov, kamor bi morali kmetje stopati sicer prostovoljno, ampak uporabili so pa vsa sredstva, torej najbolj nasilna. Med njim, da bi to uresničili, med njim je bilo seveda množično zapiranje kmetov. In zato med političnimi zaporniki, če bi gledali glede na socialni status, je bilo seveda največ kmetov. Bilo je pa, če pa
Posamezen sloj gledamo, ki je bil pa najhuje prezidet, so bili pa to seveda duhovniki, ne? Ker skoraj ga ni bilo duhovnika, ki ne bi bil ali obsojen, ali pa so ga upravni organi kaznovali tako ali drugače. In posledica vsega tega so bili zelo glasni kolaški procesi, na katerih so kmete obsojali na dolgoletne zaporne kazni in pa na zaplembo kmetije. To pomeni, da so mu uničili eksistenco, zaplemljena zemlja pa je šla, so jo razdelili ali pa bom rekel dodelili kmetijskim delovnim zadrugam in tako so omogočili ustanovitev teh zadrug tudi tam, kjer med kmeti ni bilo nobenega zanimanja oziroma so odločno nasprotovali. Takrat so poslali ponavadi na tako področje kakšnega svojega človeka, ki si je izdajal za križarja in UDBA je organizirala tako imenovano Matjaževo vojsko, križarje in podobno. Potem, ko so ti ljudje dobili, da so vedeli, kateri so njihovi pristaši, pri kom so jedli, pili, so te ljudi potem lepo jih je UDBA aretirala, postavili pred sodišče in so jih lepo obsodili in jim vzeli posestva in tam ustanovili zadrugo. Tipičen tak primer je bila recimo območje Ponikve, to Ponikva pri Grobelju, kot je Slomšek, vam je bolj znana kot pa kraj Dramlje pri Šentjurju. Tam je deloval en udbovski agent, Palček, Ivan Laubič, zaradi katerega je bilo obsojenih že leta 47 je bilo zaprtih in obsojenih več kot 30 kmetov. Naknadno pa 49. 50. leta, ko ga ponovno aretirajo, oziroma 51. Je bilo pa še enkrat zopet toliko kmetov zopet obsojenih in zaprtih pa razlaščenih. Skratka, kmetje, ki so, kot sem dejal, bili dejansko podlaga, ali pa bom rekel, brez njih, tako narodnoosvobodilne borbe ne bi bilo mogoče izvesti, so bili potem za plačilo kaznovani oziroma so z njimi ravnali tako, kot sem dejal, da so jih zapirali in obsojali. Pa delavci. Ja, omenil bi še, torej tudi ta problematika je zanimiva, oziroma omenjam, kolešna oblast je deklarirala, da je to oblast delovskega razreda, celo govorila je o diktaturi proletariata, torej oblast bi naj pripadala delavcem. V resnici pa takšnega terorja delavci nikoli niso doživeli v Sloveniji in nikjer v Evropi, kot so ga doživeli pod komunisti. Tudi v Sloveniji, tudi v Jugoslaviji, ne samo na vzhodu, v vzhodni Evropi, tam, kjer je bil realni socializem, vemo, da so na Poljskem, v vzhodni Nemčiji, ko so bile vstaje 53. v vzhodni Nemčiji, da so na delavce streljali, da so celo kasneje s helikopterji ostrostrelci streljali po delavcih, ko so bile demonstracije oziroma stavke. Pri nas do tega sicer ne prišlo, ampak je bilo kaj? Delavcem je bilo strogo prepovedano stavkati. Sindikat je bil v rokah partije, to je bila ekspozitura partije dejansko in je skrbel za to, da je delavce nadziral, ne pa da bi se boril za njihove pravice. Po tedanji zakonodaji so imeli delavci zelo težke obveznosti, hude norme, vse je bilo normirano zelo visoko in nedoseganje norme je pomenilo sabotažo, gospodarsko sabotažo. Če se je delavcu zlomil ključ, pokvarilo torej orodje, da je bilo uničeno, ali pa da se je celo pokvaril stroj, je takoj intervenirala UDBA in te ljudi potem so takoj osumili sabotaže in so jih zasliševali. Jaz sem govoril z enim gospodom, ki mi je povedal, da je njegovemu sodelavcu v tovarni keramičnih izdelkov Liboje je padel, ker je bila miza poševna in mu je na tla padel termometer za merjenje temperature v peči. Tako je prišla pon UDBA, obtožili so ga sabotaže in po pol leta, ko je prišel ven, je bil brez vseh zob. Na koncu je priznal, da je storil sabotažo, ker so ga pretepali in drugače mučili, skratka, vse zobe smo izbili in je seveda pristal potem v delovnem taborišču. Stavka, to se sploh ne more, takrat se ni dalo to predstavljati, da bi kdo upal stavkati. In zato je tudi prva stavka bila, kot veste,
verjetno šele januarja, torej takle čas, ravno, točno ta čas, leta 58, v Trbovljah, ki se je razširila tudi na rudnike Hrastnik in pa Zagorje. To je bila prva organizirana stavka, ki je odmevala ne samo v Sloveniji, ampak v celi Jugoslaviji in po Evropi celo. Ne? In če ne bi pristali na povišanje plač, da so s tem delavcem, rodarjem, torej dali tisto, zaradi česar so stavkali, da so tisto potem tudi pristali na tiste njihove zahteve, bi bili z njimi obračunali najbolj surovo, kajti to je v dokumentih UDBE, je jasno zapisano, da so že imeli na Kardeljevo zahtevo pripravljene posebne intervencijske vojaške enote, ki so že čakale na Trojanah, da bi bile intervenirale in bi bile rodarje spravile iz rovov rudniških in jih seveda potem, kaj bi se z njim zgodilo, si lahko samo mislimo. Pri tem naj povem, da v tej stavki so sodelovali tudi ženske, ki so se pokazali izredno korajžne, revolucionarne, možje so bili v rovih in pomirjati jih je prišel Miha Marinko, ki vemo, da je iz Zasavja in so mislili, da ima velik ugled med tamkajšnjimi ljudmi, tako so vsaj govorili, Partici. In ko je ta človek prišel, družine so pa stradale, ne tako kot zdaj, ko se govori, da otroci stradajo, da skoraj umirajo in podobno. Dobesedno so družine stradale, živeli so, ker je manjkalo, enostavno je dobrin manjkalo. In poleg tega so imeli pa rodarji v teh rudnikih neprimerno nižji plači kot rodarji v drugih republikah. Tudi tako so Slovenijo izčrpavali na ta način. In žene so pričakale Miha Marinkota z jajci, pa s kamenjem in celo s kamen, ki so šli nad njega, tako da je moral pobegniti skozi drug izhod v avto in se hitro iz Trbovlj odpeljati. No, tudi to so ženske pokazale, da znajo biti korajžne in enakopravne. To jim je dal komunizm. Za razliko z Jugoslavijo so imele ženske v Avstriji volilno pravico že leta 1919, toliko tem pridobitvam komunizma. S tem bomo dali priložnost tudi še vam, da postavite kakšno vprašanje, ampak na koncu bi še rekla, da je gospod Mikola prišel do zaključka, da je bilo vseh neposredno prizadetih žrtev komunističnega nasilja v Sloveniji več kot 100 000. Če pa bi prišteli še vse svojce, ki so bili tudi žrtve vsega tega, potem pa grejo številke seveda dramatično navzgor. Mogoče, če bi kazalo, ker sem kazal, nisem vedel, ko se tole vrtelo, da bi mogoče na hitro malo pokomentiral. Prosim, da bi, če zavrti ta slika vam ne pove verjetno veliko. To je prvi štajerski bataljon pod poveljstvom Franca Rozmana Staneta, je 26. oktobra 1941 storil prve poboje, oziroma prve umore. In tu je na Čreti, tam, ker je bila potem tista znana bitka, so ubili 2 civilista, ustrelili jih, ugrabili v graščini. Kasneje se je izkazalo zdaj popolnoma nedolžna, ona je bila Avstrijka, on je bil pa podjetnik, to je bil Ivan Čmak in pa njegova žena Štefanija, imeli so Žago lesno podjetje. Njun dvorec so po noči obkolili borci partizani prvega štajerskega bataljona in jo odpeljali na Čreto skupaj z njihovim vrtnarjem, ker so ženo posiljevali v cerkvi. Potem so pa oba skupaj pred tisto bitko na Čreti ustrelili in to z dum na boji, tako da je njun sin, ko je prišel iskat svojo mamo pa očeta, moral najprej obema natakniti kapo na glavo, ker sta imeli glavi razbiti. Sta imela oba. To je ta prizor
No, to, da so bili žrtve med vojno že leta 1942, ko je revolucionarno nasilje na območju Ljubljanske pokrajine doseglo svoj višek, da so bile cele družine Žajdela, Ivo Žajdela, ki te stvari raziskuje, izdal knjigo Zasuta usta, pravi, da je bilo okrog 20 družin, ki so bile v celoti pobite z dojenčki vred. Celo. Tudi dojenčkom niso prezanesli. No, to smo že videli, tako poročilo, to je tudi ta depeša, smo o njej že tudi govorili. No, na tole gospod bi vas rad upozoril, to je Elza Premšak iz Celja, ki je leta 1947 prva si upala spregovoriti o povojnih pobojih po Sloveniji na Celjskem in je pisala britanski vladi, kaj se je dogajalo na Celjskem in natančno navedla lokacije grobišč, glavnih grobišč. Seveda jo je UDBA takoj aretirala in jo obtožila, da je britanska agentka, bila je 5 mesecev noseča, tako so podatki njenih svojcev in so jo kljub nosečnosti ustrelili. Zatem pa je prišla pomilostitev. To je bilo dogovorjeno, da potem, ko je bila že mrtva, je prišla iz Beograda pomilostitev za njo. Bila je pa to prva žena, oziroma prvi, ki si je v Sloveniji upal spregovoriti o zločinih komunizma in mislim, da bomo enkrat uspeli v Celju, da bo ta ženska dobila ustrezno obeležje. No, komunisti, da bi zabrisali sledi svojih dejanj, so zahtevali, to je podpisal notranji minister Zoran Polič, minister za notranje zadeve, da zbrišejo vse grobove v okupatorjevih sodelavcev in tudi okupatorjev, predvsem pa okupatorjev sodelavcev, kot so jih imenovali, in to nalogo so dobili posamezni okraji, torej okrajni izvršilni odbori. No in tu imate na naslednji dokument, če date naprej, en tak odziv iz okraja Rakek, izvršilni odbor OIO pomeni okrajni izvršilni odbor, to je bil ta operativni organ, ki je vodil okraj. In poroča, kako je mladina izvedla ta ukrep in kako se je odzvalo prebivalstvo. Tu pa so žene in dekleta pri zasepavanju protitankovskega jarka pri Dobovi, v katerih so, potem ko je na Celjskem zmanjkalo v rudniških jaških in teh razpokah, ko je zmanjkalo prostora, so jih vozili v protitankovski jašek pri Dobovi. In tu so ta žene in dekleta po končanem opravilu. Mislim, da je vsega, kar sem doslej vedel, nekaj najbolj grozovitega, ravno tole. Ko se smejijo, no, govoril sem, govoril sem tudi o, da so Nemce spravili v koncentracijska taborišča. Največje zbirno taborišče za pripadnike nemške manjšine je bilo v stranišču pri Ptuju, današnjem Kidričevo. Tam je že bilo koncentracijsko taborišče, so ga že imeli Nemci. In ko so iskali tak prostor, zato sta bila zadolžena Mitja Ribičič, Civil, njegov vzdevnik je bil Civil, in pa Bojan Polak, Stjenka, in tu poročata Mačku, načelniku OZE za Slovenijo, evo ta zadnji odstavek. Primeren logor sva s tovarišom Stjenko našla, ima 7 kvadratnih kilometrov, te lahko sprejme po oceni na oko najmanj 20 do 25 tisoč članov. To bi bil centralni logor pripraviti za Nemce, tu manjka, ja, pripraviti bo treba pa tako naprej. Skratka, to je bilo vse načrtovano, iskali so primerne prostore za koncentracijska taborišča in se seveda ustanovili tam, kjer so že bili ta taborišča Nemci. Treba je bilo samo komando zamenjati, taborišča in pa ujetnike. Ja, to je zdaj en tak dokument, teh dokumentov je seveda veliko več. Prvi bi vas upozoril, gledajte, kaj piše zgore, koncentracijsko taborišče Strnišče. Ozma je sama poimenovala to taborišče, zmerno koncentracijsko taborišče. In v tem taborišču so bili zaprti, seveda okrog 10 tisoč ljudi bilo to zaprtih v tem taborišču. In to so razsajali celo tifus, da ne govorimo lakota, potem druge bolezni in pa uši, stenice, bolhe.
Vse to je bilo za te nesrečnike strašna stvar in zato so mnogi umrli. Dojenčki so umirali in pa tudi starčki. In Ozna je pošiljala trupla v pokop tamkajšnjemu župnišču in jih je obveščala sproti, je s takimi obvestili tamkajšnji župnijski urad obvestila, da pošiljajo nove krste s pokojniki. Seveda jih niso pokopavali v krstah, ampak so krste iz trupla zmetali brez krst. Z istimi krstami so hodili po nove mrtve v taborišče. To je grad Hrastovec, v katerem je bilo tudi koncentracijsko taborišče za Nemce, pa tako imenovane Nemčurje in pa za Mačare. Hrastovec, to veste, kje je, ne, na Štajerskem. To je zdaj dom za, oziroma psihiatrična bolnišnica za lažje psihične bolnike. Ne. To je primer odpustnice. Avgusta so začeli koncentracijska taborišča v Sloveniji ukinjati in so izdajali tem taboriščnikom odpustnice. No, to je ena izmed takšnih odpustnic, ki v taborišče Hrastovec je bila izdana. Tu pa je dokument, ki govori, Ozne, ki govori, posnet na mikrofilm, ima svojo številko, ki govori o ustanovitvi koncentracijskega taborišča Teharje, če pogledate tam zgoraj, ne, da so ustanovili torej koncentracijsko taborišče Teharje, na Teharjah, in tudi kdo je takrat bil zaprt, to je bilo 16. maja 1945, vidimo, kdo so bili tu zaprti, to so bili civilisti, seveda. Te ljudi so potem, ko so domobrance pripeljali, ko so začeli dovažati iz vlaki v Celje in od tam v Teharje, so te ljudi seveda potem predali drugim vojaškim oblastem, večinoma vojaškim oblastem tretje armade, da so jih odpeljali. Kaj se je z njimi zgodilo, ne vemo. Ne. Toda zopet je dokaz, da je Ozna sama poimenovala ta taborišča koncentracijska taborišča. No, to je taborišče Petriček, jaz ne bi govoril o tem, to so te otroci, ki so bili tam čisto na koncu, žal na posnetku se ne vidi, tista zloglasna črna vdova, tudi to nam je dal komunistični sistem, ženska. Aha, ja, tale, mlada punca, fanatična, ki je pretepala te otroke, jih mučila, to preberite si Iva Ota, Ukradeno otroštvo, ali pa zdaj je novo knjigo po Natesi izdal Otroci s Petrička, mislim, da je zdaj, ne? Kaj je ta sistem naredil iz žensk? Niso samo nacisti imeli SS-ovk v taboriščih, tudi v naših taboriščih, na Teharjih je bila neka ženska Oznovka, oziroma v celjskih zaporih, ki pa hodila na Teharje, znana kot Črna vdova. Ne, Črna vdova so o tej rekli, ona je bila pa Krvava Tatjana. Točno vem, priimek, ki mi je vse sem raziskal, kdo je ta ženska, poročena je bila z enim zelo znanim Ljubljančanom. Tukaj naj povem samo mimo grede, da je kakšni tipi ljudi so bili to, ne? Da je ta ženska, ko se je ta fant njen mož kasnejši zaljubil vanjo, je to bila pripravljena sprejeti samo pod pogojem, da je moral stopiti v Skoj in kasneje seveda bila to pot v partijo, da mu je dala za vstop v Skoj, da mu je dala pogoj, da je likvidiral lastnega brata. In je to tudi storil in zaradi tega se je ta človek totalno zapil, včasih ste ga videli celo na televiziji. Pa ne bom ti podrazno govoril, kdo je to. Je pa znana celjska družina to. To je za primer iz teh delovnih taborišč, to je en Ljubljančan, Jesik Jurij, bil poslan v taborišče za poboljševalno delo v stranišče pri Ptuju, ker je umrl zaradi posledic nesreče. Niso ga hoteli pravočasno prepeljati v bolnico Ptuj, potem je bilo pa prepozno in ko je žena z otročkom prišla, da bi videla svojega pokojnega moža, je ga niso hoteli niti pokazati, niso dovolili. In kaj se je zgodilo? Njo so z otrokom iz lastnega stanovanja vrgli ven in se tja naselila ena druga družina v njihovo stanovanje. Ona dva sta bila preseljena v eno sobo z otrokom. To sem raziskal njuno
po podatkih, ko sta pisali so vlogo Komisiji za izvajanje zakona o popravi krivic, se vidi, ne, kaj so doživeli. To pa so ostanki teh barak kazenskega taborišča Kočevje, ki ga je opisal tule prisoten gospod Ive Stanič iz Kočevske reke. Je to opisal, to sem tudi to sliko potem. No, to so stražarji v tem taborišču, tudi z njegovega dela. To je primer ustanovitve delovnega taborišča v Ljubljani za družbeno koristno delo. Delovni red, vse to se je ohranilo, moram reči, da je to zelo dobro ohranjeno. Je tudi vse objavljeno v dokumentih o delovnih taboriščih, so vsi ti dokumenti objavljeni, ni šli kar naprej, ker bomo preleteli bolj. To je v Strnišču pri Ptuju, so te barake. Danes je to vse podrto, tudi namerno, da se zabriše vse, so vse te barake podrli. In niso dovolili ne, da bi se ohranilo. Čeprav smo upozorili, da naj se to ohrani, niso na to pristali. To pa je poročilo Udbe o izgonih iz obmejnega pasu. Koliko vagonov, gledajte, koliko vagonov s temi ljudmi je odšlo na Kočevsko. Ja, no, tale dokument je zanimiv, ker je partija med vojno zato, da bi onemogočila, da bi prišla resnica na dan, češ da je nameravajo komunisti, da izvajajo revolucijo in da bodo po vojni vse razlastili. Torej je Avnoj, v njegovem imenu Ivo Ribar, kot predsednik, dr. Ivan Ribar, in pa vrhovni komandant Tito sta izdala eno izjavo, v kateri jamčita, da bo po vojni svobodno podjetništvo in zasebna lastnina, da bosta zajamčeni. Seveda so to izigrali. Ko ni bilo potem več treba tega jamstva zagotavljati, so to kar prešli. To je primer odločb o zaplembi premoženja na podlagi odloka Avnoja. Celo Jude so proglašali za Nemce. Rozner je eden najbolj zaslužnih za Maribor, da je Maribor tako industrijsko napredoval. To je bil Jud, ki je imel več tekstilnih podjetij. So ga enostavno proglasili so ga za Nemca in mu zaplenili vse premoženje. On pa je potem, ker je preživel vojno, se je selil v Izrael. Vojaško sodišče je pa istega človeka kot Juda obsodilo, češ da je sodeloval z nacisti, čeprav je iz Maribora pobegnil, iz Jugoslavije celo pobegnil na Madžarsko, in ga je še vojaško sodišče še enkrat obsodilo, tako da sito je bilo zelo gosto. Ja, to je pa primer sodbe domobrancev v muzeju, v taborišču Šentvidu nad Ljubljano. To je potem tiste, ki so jih pustili pri življenju, tiste so potem formalno sodili, seveda množično naenkrat, pred Celjskem taborišču, v Teharju je bilo naenkrat obsojenih po 60 ljudi skupaj. No, to so pa prizori, ki smo jih že videli, pa bi to mogoče, ja, to je pa tudi to poslovilno pismo, to smo pa že videli, pa bi mogoče to zaključili, ker smo že to dolge verjetnosti že utovili. Da vas nisem preveč zamoril, utrudil smo vsekakor, ne? Ampak te stvari so potrebne za to, da mi vidimo stvari jasne, kot so se zgodile, da le na ta način bomo preprečili, da se v Sloveniji ne bi še kdaj zgodilo kaj podobnega. In hkrati moramo biti pozorni na tiste elemente, ki se začnejo pojavljati, kajti vse se začne pri besedi. Na to pa sledijo dejanja in se konča tako, kot se je v Barbarinem rogu. To je res moje življenjsko delo, kajti to sem pripravljal, ali pa bomo rekel, da je to vnešeno moje znanje, od 88 leta dalje, ko sem začel z preučevanjem zaplemb in sem moral seveda pregledati gore in gore gradiva, med drugim tudi 12.000 spisov Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic sem pregledal. Zato najdete tu notri tudi prečevanja žrtev, taka najbolj zanimiva prečevanja, pa bom rekel najbolj doživeta prečevanja, ki vas ne more pustiti nedotaknjene, ko ti ljudje spregovorijo, kaj so doživeli.
kaj podobnega ne morem več izdati, kajti pred menoj ni več toliko življenja, da bi se še lotil tako obsežne teme in jo tako temeljito proučil pa obdelal. Kajti vse naše delo zgodovinarjev, pravih zgodovinarjev temelji na proučevanju arhivskih dokumentov, zato pa je treba v arhivih presedeti ne ure, ampak dneve in dneve. Ampak mi je vse skupaj tole zdaj se čutim zelo poplačanega, ne finančno, ampak da sem delal torej v korist slovenskega naroda in pa demokracije. Hvala lepa, ker sem poslušal.